Dober dan in lepo pozdravljeni na seminarju za učitelje, ki je 3. letos in prvi, ki ga bomo tudi snemali. To pomeni, da bomo vse govorce posneli. Ne tudi vas, delavnic, ampak vse govorce za tiste, ki so nam večkrat rekli, da bi radi spremljali ta predavanja in imeli kaj od tega, ampak niso mogli priti. Pa smo rekli, da se nam zdi to en tak dober način, da pridemo dejansko do vseh, ki jih te tematike zanimajo. Moje ime je Klemen Žumer in sem vodja Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Pisarna Evropskega parlamenta je tukaj zato, da ozavešča in pove Slovenkam in Slovencem, kaj so tisti dosjeji, kaj so tiste teme, s katerimi se Evropski parlament ukvarja. To pomeni, kakšno zakonodajo sprejema Evropska unija. Evropski parlament je ena od 3 glavnih institucij, ki sprejemajo to zakonodajo, kot veste. Zakonodaja, ki jo sprejema Evropski parlament, se tiče našega vsakdanjega življenja. Se pravi, ne gre se samo za neke politične teme, zunanjih odnosov, ki so danes zelo pomembne, ampak se gre tudi za zelo konkretne zadeve, kot je na primer varovanje okolja, transport, varstvo potrošnikov, pravila na skupnem trgu v Evropski uniji. To pomeni vse stvari, kot na primer vode, ki imamo zdaj tukaj na mizi, plastika, s katero se, recimo, kako je plastika obdelana s kemikalijami in tako naprej. Vse te stvari se danes odločajo ne samo v Sloveniji, ampak se odločajo skupaj z ostalimi 27 državami. In mi smo danes tukaj zato, da v bistvu vam predstavimo, kaj vse dela Evropska unija na en sistematičen način, zakaj je to pomembno za nas tukaj v Sloveniji in da najdemo tudi skupaj načine, kako bi to prenesli mladi. Mi imamo 751 evropskih poslank in poslancev, v Bruslju in Strasburgu se sestajajo vsak teden in od tega tudi 8 slovenskih. 8 slovenskih poslank in poslancev, ki prihajajo iz 6 različnih političnih strank. In so v Bruslju in v Strasburgu, v Evropskem parlamentu, v 4 različnih poslanskih skupinah. Izzivov, kot veste, je v Evropi danes veliko. Najbolj so v ospredju trenutna vprašanja, kot so varnostne zadeve, veliko se govori o turških odnosih, se pravi odnosih med EU in Turčijo, o vizumski politiki, o migracijah, o begunski krizi, pa tudi o drugih zadevah, ki so povezane s tem in širše odnosih Evropske unije, ki ima 507 milijonov ljudi z ostalimi državami in ostalimi regijami, kontinenti po svetu. Ena stvar, ki je v tem kontekstu pomembna in ki jo jaz tudi vedno poudarim, ko govorimo o mladim, ker predstavitve delamo tudi posebej za mlade, je to, da je Evropejcev nas danes nekaj čez pol milijarde. 507 milijonov nas živi v Evropski uniji. Od tega, če pogledamo, nas je Slovencov 2 milijona. Največja država v Evropski uniji, veste, katera je? Po številu prebivalstva. Nemčija, ima nekaj čez 80 milijonov ljudi. To je ena taka perspektiva. Slovenija ni najmanjša država v tej skupnosti, ni največja, seveda. Ampak, ker je pomembno, je to, da vseh teh 28 držav, ki smo različno velike, delamo skupaj. V 24 jezikih se danes poskušamo dogovarjati za ena skupna pravila vseh nas. In to zato, ker če se pogovarjamo, na primer, z največjo državo na svetu, po številu prebivalstva, katera je pa to? Kitajska. Kitajska ima nekaj čez 1,4 milijarde ljudi. Druga največja država na svetu po številu prebivalstva je Indija, ki ima okrog 1,3 milijarde ljudi. V tem kontekstu je gotovo lažje, če se 28 držav, ki smo skupaj približno tretjino Kitajske, vsi skupaj dogovorimo za neka pravila in potem stopimo na mednarodni prostor in se z njimi poskušamo dogovoriti. Ne vem, na primer za to, kakšne kemikalije so lahko ali pa ne smejo biti v oblekah, ki jih kupujemo recimo s Kitajske. To je en tak konkreten primer, kjer se zagotovo vidi to, da smo veliko močnejši, če se zmenimo najprej med sabo in potem skupno nastopimo vizavi drugim državam, ko se pogajamo za take zadeve. In na tak način Evropska unija ne samo, da v bistvu danes
se dogovarja in določa neka pravila za 500 milijonov ljudi, ampak tudi vpliva na zakone in na principe, po katerih deluje cel svet. Ker če se mi skupaj dogovorimo s takimi razlikami, ki jih imamo med sabo, za ena skupna pravila in potem rečemo recimo v mednarodni trgovini, naprimer Kitajske ali pa ZDA ali pa Brazilije ali pa komorkoli drugemu, da naj določena pravila spoštuje, jih potem spoštuje in jih mora upoštevati, če želi recimo prodajati določene izdelke v Evropsko unijo, kar pomeni, da se določena pravila ali pa recimo konkretno določene kemikalije ne bodo proizvajale v proizvodnji tudi na Kitajskem. Zato, ker če želijo prodajati k nam ali pa tudi drugam, na en način postavljamo mednarodni standard. Se pravi, Evropska unija danes, in o tem boste več slišali v programu, je en zelo pomemben faktor na svetu, ki lahko pomembno kot največji skupni trg na svetu tudi vpliva na to, kakšna pravila imamo na svetu in imamo s tem tudi eno veliko odgovornost. Hkrati nam Evropska unija daje mnoge priložnosti, ki jih velikokrat ne poznamo. In danes smo tukaj tudi zato, da pogledamo nekatere od teh priložnosti, predvsem na področju mladih. Slovenke in Slovenci, če pogledamo, velikokrat mislimo, da je Bruselj daleč od Slovenije, da se dogaja tam 1200 km proč, jaz sem tam živel 11 let, tako da ga tudi dobro poznam, da je daleč od nas, da v bistvu ne vemo točno, kaj se dogaja ali pa teh stvari ne spremljamo, ampak če vemo, da so poslanke in poslanci tudi iz Slovenije tisti, ki odločajo o teh zadevah, potem je pomembno, da vemo, da se lahko na nje obrnemo. V medijih je v Sloveniji manj kot 5% medijskega prostora namenjenega EU temam, ker seveda ima tudi določen vpliv na to, da Slovenke in Slovenci velikokrat premalo vemo, kaj v bistvu se sploh odloča. Na eni strani 5%, nekje manj kot 5% je namenjenega EU temam prostora v medijih, po drugi strani pa vemo, da okrog 80% zakonodaje, ki velja pri nas, je pod vplivom odločitev, ki se dogajajo na nivoju EU. Se pravi, ogromen vpliv, ki je včasih zelo tehničen, recimo to, da so poenotili IBAN kodo iz različnih sistemov ali pa da se recimo pravila na avtocestah in tako naprej usklajujejo. To so včasih tehnične zadeve, ki jih, če ne gremo čez mejo, niti ne čutimo, ampak so pomembna za naše življenje. Posebej pa, recimo, če imamo neko podjetje, ki proizvaja neko zadevo, pa jo želi prodajati na Švedsko in v Italijo in tako naprej, danes ni več potrebno izpolniti obrazca v 24 različnih jezikih, ampak je enoten obrazec, ki velja potem za celo Evropsko unijo, naprimer, če želiš izvažati nekaj hruške ali tako naprej. Če bi recimo želel izvažati neke zadeve v Avstrijo, danes včasih si mogel v Nemčini izpolniti obrazce, potem če si hotel v Italijo, že v italijanščini in tako naprej. Danes je to veliko poenostavljeno in je tudi, če neš drugega na mejah, ni kontrol za te zadeve. Take stvari so bolj relevantne, če imaš recimo enkrat podjetje. In mladi, ki jih vi poučujete, bodo sigurno šli v različne smeri svojega življenja. Je pomembno, ni nujno, da poznajo detajle, ampak da se zavedajo, kako to lahko potencialno vpliva na njihovo življenje, da bodo vedeli, če tako rečem, kam pogledati. In tudi učitelji ste nam povedali v preteklih seminarjih, da velikokrat premalo poznate, kaj se dogaja v Evropski uniji. Da premalo veste recimo o tem, kakšna je dejansko zdaj politika do migracij, kaj sledi, v kakšno smer se zadeve obrnejo in da dobite velikokrat vprašanja od mladih v razredu, ki so kar komplicirane. In jim je težko na njih odgovoriti. Tudi zaradi tega smo rekli, da naredimo ta seminar, da določene osnove dobite in da potem tudi ostanemo v stiku, da vam bomo sproti, če vas bo karkoli zanimali, lahko posredovali informacije ali pa da nas boste lahko vprašali, če vas bo kaj zanimali. Kar se tiče mladih v Sloveniji, je po raziskavah, ki so zanimive v tem kontekstu, pomembno to, da jih zelo zanima Evropska unija, da vedno povedo, da jih zelo zanimajo priložnosti, ki jih imajo zaradi tega skupnega prostora, ki recimo mi, ki smo odraščali, nismo imeli, hkrati pa, da jih politika ne zanima. In to se najbolj pokaže pri tem, da ne hodijo voliti. Prav Slovenija, če gledamo v Evropski uniji, je ena tistih, ki ima najnižjo volilno udeležbo na evropskih volitvah in mladi do 25 let od vseh starostnih skupin v Sloveniji najmanj hodijo na volitve. Se pravi, tukaj je tudi neka naloga, da se jim pove, da politika ni samo kupčkanje z ne vem čem, ali pa neka negativna zadeva, katere prizvok se je prijel v zadnjem času,
ampak da se gre za konkretne odločitve o tem, kako bomo mi živeli, da se sprejemajo zakoni, kjer bodo tisti, ki so izvoljeni v našem imenu, sprejemajo zakone, po katerih bomo potem mi mogli živeti svoje življenje. In da to, da recimo ne maram politike, ni izgovor za to, da ne spremljam, o čem se dejansko odloča in kakšne pravila se sprejemajo. Se pravi, to je tisto, kar tudi želimo z našo pisarno doseči. Se pravi, Evropska pisarna, se pravi, Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji namenja prav veliko pozornosti mladim v tem kontekstu. Na velik način in tudi to boste potem kasneje v predavanju z naše strani slišali, pride tudi nekdo z komisije, ki bo predstavil, kakšne so priložnosti in možnosti preko Evropske komisije. Tako da boste natančno videli, katere projekte imamo, kam se lahko prijavite in tako naprej. Naj vam povem, da pač naša pisarna ne dela samo za mlade, ne dela samo z mladimi, ampak je to en del našega dela, ki je zelo pomemben. Hkrati mi tudi organiziramo razne tematske konference. Recimo v Celju smo imeli nedolgo nazaj debato o genetsko spremenjenih organizmih. Kaj to pomeni, kakšna naj bo politika. Evropski poslanci, ki so bili tam prisotni, so povedali, kakšno je stališče Evropskega parlamenta, kakšno je njihovo stališče, njihove politične skupine. Hkrati smo imeli ljudi iz Ministrstva za kmetijstvo, ki so razlagali perspektivo Slovenije, v kakšno smer se razvija. Imeli smo kmetijsko zbornico in predstavnike kmetov, čebelarjev in tako naprej. Se pravi, organiziramo debate, kjer poskušamo soočati različna mnenja na neko temo. Druga taka tema je bila recimo TTIP, se pravi čezatlantski trgovinski sporazum med EU in ZDA, kjer smo prav debatirali z ameriškim veleposlanikom na eni strani in na drugi strani z tistimi, ki so proti, ki zbirajo podpise proti mednarodnim trgovinskim sporazumom, o tem, kaj je v bistvu, zakaj tukaj gre, kaj je res, kaj ni res, zakaj je dober, zakaj ni dober. Hkrati so bili tam tudi predstavniki ministrstva, ki so razložili, kaj bi to za Slovenijo pomenili, predstavniki ekonomske fakultete in tako naprej, ki so razložili, kaj bi to pomenilo in tako naprej. Se pravi, tudi na take dogodke ste seveda povabljeni. Prav ta petek imamo en podoben dogodek na neko temo, ki mu rečemo regionalni forum za debato, kjer bomo imeli v ospredju Erasmus+. Kot veste, je ravno Erasmus+, ena od tistih projektov Evropske unije, ki je mogoče med najbolj vidnimi, uspešnimi projekti, ki povezuje mlade, tako da bomo o tem, tudi danes bomo o tem govorili, ampak v petek, če koga zanima, bo na gospodarskem razstavišču tudi ta konferenca na to temo in sicer z najvišjimi predstavniki v bistvu Evrope, sicer z dr. Milanom Zverom, ki je v imenu Evropskega parlamenta od vseh 751 poslancev odgovoren za evalvacijo tega projekta od evropskih poslancev, z komisarjem za šolstvo iz Evropske komisije, ki je odgovoren za to področje na splošno, in tudi ministrica za šolstvo slovenska bo tam, tako da bodo predstavili en okviren razvoj tega projekta in plan za naprej, tako da se tudi tja, recimo, lepo vabljeni in še veliko drugih takih projektov je. Ker osrednje delo Evropskega parlamenta je sprejemanje zakonodaje na različnih področjih, ki potem vplivajo na naše življenje. Vsekakor pa naj povem še to, da smo ugotovili pri našem delu, da ko se posvečamo mladim, ste prav vi učitelji tisti, ki ste ključni. Vi ste tisti, na katere se mladi najprej obrnejo, poleg staršev, ki vas vprašajo za mnenje, ki vas vprašajo za analizo, za informacije in prav zato smo veliko pozornosti letos namenili prav seminarjem z vami. In želimo, da tudi vi spoznate možnosti, ki jih imate, da zveste več informacij, da na uporaben, praktičen način pridete do informacij na tiste teme, ki so vroče, ki vas zanimajo. Za konec naj povem, da Informacijske pisarne Evropskega parlamenta deluje nepolitično, ne strankarsko politično in vključujoče. To pomeni, da ne promoviramo enega mnenja ali pa drugega mnenja o genetsko modificiranih organizmih, o migracijah, o čemarkoli, ampak vas samo želimo obvestiti o tem, o čem se govori, kaj so trenutno zadeve, ki so odprte in vam predstaviti različna mnenja, se pravi politične skupine, pa evropski poslanci so potem ponovadi tisti, ki vam bodo lahko povedali svojo perspektivo, svojo politično perspektivo na neko določeno vprašanje. Mi vas želimo obvestiti o neki temi, vam dati ključne podatke o časovnicah, o zadevah, ki se odločajo, ne bomo pa nikoli rekli, to je dobro ali pa to ni dobro. To je vedno prepuščeno potem vam, oziroma tudi mladim, da se sami odločijo, kaj menijo, da je dobro in prav.
Tako, mislim, da je to dovolj za začetek. Jaz želim vsem skupaj en lep dan. Današnji program je kar pester, tako da z nami je že gospod Lajh, ki bo imel prvo predavanje. Program ste tudi vsi dobili in sicer boste najprej imeli 2 predavanja o tem, kako deluje Evropska unija širše, malo o zgodovini, o razlogih za nastanek in o trenutnih današnjih izzivih, pa potem tudi, kako dejansko delujejo institucije in kako se odloča na tem nivoju, o čemer bomo več povedal Vladimir Prebilič, tudi za Fakultete za družbene vede. Potem imamo odmor za kavo in po odmoru se nam bodo pridružila 2 učitelja. Ena je učiteljica osnovne šole Brezovica in Andrej Svete, ki je na srednji šoli, tehnični srednji šoli, ki bosta poskušala z vami v bistvu analizirati načine, kako se lotiti teh tem. Ker vemo, da v učnih načrtih te teme niso eksplicitno opisane. Naj povem, da bomo mi tudi z ministrstvom pogovori o tem, na kakšen način to bolj konkretno vključiti, ker se vsi zavedamo, da te teme so pomembne, če na to velik del našega življenja vplivajo in imamo različne ideje in na tem delamo, tudi se večkrat dobimo z ministrico in z ministri in z člani ministrstva, tako da bomo v prihodnje tudi, upam, še bolj, še druge zadeve, druge načine razvili, ne samo prek seminarjev prišli do teh vsebin v šole. Potem po teh delavnicah pa bomo imeli še konkretne predstavitve strani Evropske komisije in Evropskega parlamenta o tem, kakšne možnosti imate. Kateri so konkretni projekti, na katere se lahko prijavite in kdaj približno jih pričakujemo.